Dragi gledalci, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate posebno volilno oddajo WW Faktor. In kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj. Pa ni vseeno, kdo kaj reče. Slovenija danes voli predsednika oziroma predsednico republike. Za predsedniško funkcijo se poteguje 9 kandidatk in kandidatov, 3000 volišč za 1,7 milijona volilnih upravičencev po vsej državi pa se bo zaprlo že čez nekaj minut, točno ob 19. uri. Takrat bomo tudi napovedali volilne izide. Če nihče od 9 kandidatk ali kandidatov ne bo dobil več kot polovice glasov, se bosta dva z najvišjim številom glasov pomerila v drugem krogu, ki je predviden za 12. november. Danes sta z menoj v studiu nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel in moj voditeljski kolega Aljuš Pratinač. Čez dobe pol ure pa se nam bo pridružil še naš stalni komentator Matej Lahovnik. Lepo pozdravljena. Dobro večer. Volilna udeležba je precej, oziroma nekoliko slabša recimo od te iz leta 2012, ko so bile zadnjič volitve, mislim, da nekaj več kot za 3 odstotne točke, okoli 32% je bila do 16. ure. Kaj to pomeni po vajinem mnenju za recimo rezultat vodilnega na lestvici, tako rekoč Boruta Pahorja? Če mene vprašate, bi rekel, da utegne ta nizka udeležba za spoznanje škoditi Borutu Pahorju. Seveda ni mogoče naprej reči. Bi pa rad primerjal to volilno udeležbo s tisto v Kataloniji pred kratkim, ko so mnogi naši komentatorji govorili, da 42% je premalo. Torej, danes smo vsi skupaj, vse države, vsi volivci soočeni z relativno nizkimi rezultati, ki zadeva udeležbo. Gospod Rupel, da vas spomnim, vi ste kandidirali v predsedstvo republike leta 1992, drži tako? 1990. Takrat je bila udeležba, mislim, da okoli 84%, nekaj takega. Ne? To je danes nepredstavljivo, ne bi rekli. No, že predtem in seveda v začetku osamosvajanja je bila udeležba oziroma bil interes ljudi zelo velik in na nek način iz te udeležbe se vidi tudi, da tako rečem, identifikacija s političnimi problemi, s političnimi izzivi, vprašanji in tako naprej. Jaz mislim, da eden od problemov teh volitev današnjih je ta, da se zdi izid vnaprej določen, da je protagonist tega tekmovanja Borut Pahor, da so vsi ostali bolj ali manj, bi rekel, igralci, nekaj podobnega, kot če bi primerjali Liverpool in mariborsko reprezentanco. Igralci na drugi strani, se pravi proti Pahorju, so, da tako rečem, nekam skromni. Zdaj, Pahor ima številko 7 na volilnem lističu, Liverpool je pa dal Mariboru, oziroma bi se rekli mariborske reprezentanci 7 golov. Aljuš, kaj pa zate pomeni to nizka volilna udeležba? Ja, Bojan, poglej, pri volilni udeležbi je tisto, kar se mi zdi najprej fascinantno to, da pač iz državne volilne komisije zmeraj krivijo vreme za volilno udeležbo. Se pravi, če je lepo vreme, rečejo, da je volilna udeležba nižja zaradi lepega vremena, no danes je predsednik postregel z izjavo, da je volilna udeležba nižja zaradi slabega vremena. Jaz mislim, da vreme nima kaj dosti vpliva na volilno udeležbo, bolj bi se strinjal s tem, kar je rekel profesor Rupel. Skratka, te volitve so zame bile odločene tisti hip, ko se je predsednik republike odločil za ponovno kandidaturo, kar pa zadeva vpliva nižje volilne udeležbe na njegov rezultat ali pa na rezultat volitev. Jaz mislim, da volilna udeležba ne bo toliko nižja, da bi vplivala na skupne odstotke podpore. Prej bi si mislil, da kakšen volivec, kakšnega izmed kandidatk, ki jim je kazalo izrazito slabo, ne bo tvegal in se oblekel in šel ven na dež za to, da bi glasoval za njega ali pa za njo. Ampak odkot pa sploh te teorije, recimo, da bi nizka volilna udeležba lahko škodovala Borutu Pahorju? Mislim, zakaj te teorije? Ja, to so, Bojan, teorije, pač kot si lahko, pa smo lahko vsi drugi tudi opazili v tej kampanji, vsaka stvar, ki se je zgodila, se je interpretirala na način, kako bi lahko to škodilo Borutu Pahorju. To so pač zame obupni poskusi njegovih nasprotnikov. Vemo, kdo so. To so v prvi vrsti pač tranzicijska levica na čelu z bivšim predsednikom republike Milanom Kučanom, ki je v tem tednu imel več javnih nastopov kot pa v preteklem koledarskem letu. Vsi ti so bili z istim ciljem, se pravi, bi rekel, priskutiti, če ne celo zagnusiti Boruta Pahorja volilnemu telesu v smislu, da nihče ne bi zanj glasoval. Tisto, na kar je gospod
Kučan pozabil, je seveda, da smo v intimi volilne kabine sami in da nihče ne ve, za koga smo glasovali. Čeprav tudi tu vidimo, da imamo zdaj neke nove, moderne trende, da vsi slikajo svoje glasovnice. Tudi najin komentatorski kolega Sebastian Jeretič je objavil na družabnem omrežju fotografijo svoje glasovnice, ampak za njega verjamem, da mu je šef Popovič naročil, da to mora storiti. Sicer pa bi rekel, da vreme ni tisto, ki vpliva na volilno udeležbo, ampak je predvsem volilna ponudba tista in pa občutek, da se bo nekaj, bi rekel, prelomnega zgodilo. In očitno ljudje pač na teh volitvah, v prvi vrsti se strinjam s tem, kar je rekel profesor Rupel, ponavljam, zaradi predvsem proti kandidatu, aktualnemu predsedniku, niso dobili občutka, da se bo na teh volitvah kaj prelomnega zgodilo in pač na te volitve enostavno niso šli. Čeprav, ja, izvolite. Torej, dilema oziroma pravo vprašanje teh volitev je, ali bo Pahor zmagal v prvem krogu ali bo potreben še en krog. Zakaj sem jaz domneval ali pa morda sumil, da lahko nizka udeležba odrine volitve še za en krog? Zaradi tega, ker se mi zdi, da je vendarle bi rekel, ta propaganda zadnje dneve vplivala na neko negotovost, da je morda tistih, ki so bili, da tako rečem, brez problema odločeni za to, da volijo za Pahorja, mogoče zdaj nekoliko omajani. To se mi zdi neko vprašanje, bomo pa videli, kakšen bo rezultat. Gospod Rupel, a vas je presenetilo, recimo, da se je bivši predsednik države recimo tem tednu kar dvakrat v glasu, ne? Enkrat javno, mi govorimo o Kučanu, enkrat za vse medije, potem pa še tik pred volilnim molkom z nekim daljšim intervjujem za Mladino, ki je bil seveda planiran, ne? Zdaj, vi ste bili zunanji minister, poznate pač razmere povsod drugje po svetu ali pa v veliki večini držav. A je to običajno, da se upokojeni, že dlje časa upokojeni predsedniki tako aktivno vključijo v neke predvolilne kampanje? Ne, ni običajno. Ampak seveda celotna naša politična scena je nekoliko nenavadna. Jaz bi rad opozoril na to, da imamo pri nas opraviti z nekim nesporazumom ali pa če hoče z nekim protislovjem. Namreč predsedniške volitve so neposredne volitve in po večinskem sistemu. Vse povsod ali pa večinoma tam, kjer imajo neposredne volitve po večinskem sistemu, so to potem izvoljeni predsedniki ali funkcionarji ali kakorkoli že, tisti, ki imajo precejšnje pristojnosti ali pa imajo velika pooblastila, če hočete, ameriški predsednik, francoski predsednik in tako naprej. Pri nas so pomembnejše volitve za parlament. So pa te volitve proporcionalne oziroma so volitve po tem, kako se reče, proporcionalnem sistemu in proizvajajo seveda eno veliko število strank in spravljajo, da tako rečem, napovedi za prihodnji mandat v negotovost. Tako da se mi zdi, da namesto, da bi se odločili glavni akteri v slovenski politiki, da vendarle posvetijo veliko pozornost tem predsedniškim volitvam, ker so navsezadnje tudi večinske volitve in ker so neposredne volitve in imajo možnost, da tako rečem, prezentirati na nek zelo reprezentativen način svoje stališča, svoje dileme in tako naprej, so se odločili počakati in so poslali v boj, kaj ne rečem, drugo ligo. Čeprav, dobro, zdaj, o tem smo sicer debatirali že predno so se vključili v kamer, ampak niso bili vsi kandidati, oziroma niso bile vse kandidatke druga liga, ne. Imeli smo recimo predsednico stranke, oziroma imamo predsednico stranke Ljudmilo Novak, Nove Slovenije. Imamo celo enega predsednika stranke, Andrej Šiško je predsednik Zedinjene Slovenije, ne. Romana Tomc, recimo evropska poslanka, ne, stranke SDS in tako dalje. Maja Makovec Brenžič je ministrica, je članica cele vlade in tako dalje. Ni ne čisto neka druga liga, ne. No, poglejte, jaz sem šel malo gledati. Oziroma tretja liga, kako je. Četrta do peta. Jaz sem šel gledati torej volitve v Nemčiji in Italiji, pa še marsikje drugje. Za funkcijo predsednika države se odločajo in jih predlagajo v glavnem bivše predsednike vlade, seveda ministre
in tako naprej. Jaz mislim, da iz te kategorije tretje razrednosti ali pa drugorazrednosti nekako padeta ven obe osebi, ki ste jo omenili, to se pravi gospa Novakova in gospa Tomčeva. Ti dve sta, da tako rečem, nekoliko boljši, ampak a veste, SDS bi moral poslati Janšo na volitve, da bi bila ta borba, da tako rečem, nekoliko bolj izenačena in tudi seveda bolj zanimiva. Te volitve, ta kampanja je bila po svoje zelo dolgočasna in nezanimiva. Ljudje so govorili, bi rekel, take zelo znane fraze in tako naprej. Razlika med Pahorjem in njegovimi tekmeci je predvsem v tem, da se mi zdi, da Pahor v to, kar govori, verjame, medtem ko so njegovi tekmeci bolj bili naučeni in so, bi rekel, ponavljali neke zelo zguljene fraze. Zdaj še samo to, določene pristojnosti, pa malo večje pristojnosti ima predsednik države na področju zunanje politike. Ampak razen arbitražnega sporazuma pa ni bilo veliko teh zunanje političnih vprašanj kot predmet debate v tej predvolilni kampanji. No, jaz mislim, da predsednik republike nima zelo velikih pristojnosti na področju zunanje politike. Prejšnji predsednik, predprejšnji gospod Türk si je vzel nekaj pristojnosti, ki mu ne pripadajo, ki mu niso pripadale. Sicer pa, kot veste, v glavnem, ko gre recimo za diplomacijo, predsednik republike podpisuje papirje in pooblastila, ki jih pripravlja vlada. Na področju obrambe enako, simbolično, seveda predsednik simbolizira obrambo in vojsko, vendarle seveda ni mogoče pričakovati, da bi predsednik urejal obrambna vprašanja, skrbel za financiranje in tako naprej in tako naprej. Jaz imam občutek, kot da so tile naši tekmeci oziroma tisti, ki so tekmovali skupaj z gospodom Pahorjem, nekako računali ali pa da so si predstavljali, da bo na teh volitvah izvoljenih več predsednikov, ne samo eden. Bojan, meni se zdi to pač čisto normalno, da niso šli toliko v kampanji na teren zunanje politike, ker je ne, to govorimo o tem, ali sam da dopolnim mogoče vprašanje, tudi glede na odgovor gospoda Rupla. Namreč Pahor se je pač znal pohvaliti z nekaterimi svojimi zunanje političnimi potmi, pa podvigi, recimo Nemčija, Ukrajina, Rusija in tako dalje. Z tega vidika se mi zdi, da je mogoče celo sam mal poudarjal to svojo zunanje politično dejavnost. Izvoli, sem te prekinil, ja. Lahko jaz še nekaj izvolite, profesor. Jaz rečem. Veste, gospod Pahor je bil precej aktiven na področju zunanje politike kot predsednik vlade. In jaz mislim, da je na tem področju on imel težave, mislim tu na arbitražni sporazum in tako naprej, in se je morda tudi on izogibal zunanje političnim temam, zaradi tega, ker bi mu hitro, bi rekel, servirali kakšne težave, ki jih je imel kot v drugi funkciji, kot predsednik vlade. Zanimiva pripomba, Aljuš, približno minuto še imamo do oglasnega bloka. Ja, Bojan, zelo na kratko. Skratka, jaz mislim tako, arbitražni sporazum je bil v ospredju zato, ker so tu možne različne interpretacije in je tudi javnost razdeljena glede tega, ali je to uspeh ali neuspeh za Slovenijo. Ostala vprašanja na področju zunanje politike prvič ljudi ne tako močno prizadenejo v smislu, da bi jim to pač še enkrat priskutilo, da bi glasovali za Pahorja. Po drugi strani pa tisti drugi, ki so bili v kampanji, pa res nimajo praktično nobenih omembe vrednih mednarodnih izkušenj, razen Romane Tomc kot evropske poslanke, in je tudi njim ustrezalo, da pač, bi rekel, na predvolilnih soočenjih niso dobivali s tem povezanih vprašanj. No, Novakova je bila ministrica za Slovence po svetu, in je takrat kar nekaj potovala, tako da ima nekaj izkušenj z zunanjo politiko. Ja, potujemo vsi, ampak ne vem, če to še pomeni, da smo strokovnjaki. Mislim pa tudi, da arbitražni sporazum Slovenci ne dojemajo kot neko vprašanje zunanje politike, bolj od nekih dveh odnosov med dvema državama, sosedama. Se strinjam. Ja. No, gremo zdaj počasi na oglase in po oglasih mislim, da bomo že imeli prve volilne izide oziroma napovedi oglasi.